Prišli smo na letališče in se uspeli na avtobus, ki bi nas moral odpeljati v center Mariupoli. Rekla sem Aracelis iz Fontema. Odgovorili so, ne, Fontem je zaprt. Odgovorila sem, Fontem ni zaprt. Zato hočem povedati vsem, da Fontem ni zaprt. To je močno sporočilo Aracelis Nkeze in Charlesa Tassonga, povezovalca skupnosti gibanja v Fontemu v Kamerunu. Prišla sta v Castel Gandolfo na mednarodno srečanje odgovornih za skupnosti po potovanju, ki ima priokus po filanski pustolovščini, saj v Kamerunu vlada huda družbeno-politična kriza. Morala sva hoditi, za tiste, ki poznate Fontem, od Unveh do Njence. Na nekaterih mestih je cesta prekinjena, prehoditi je treba težko dostopne dele in se spustiti, potem sva z motorjem nadaljevala do Canga. Potovanje je bilo težko, a možno. Fontem je prvo mestece gibanja fokularov v Afriki in ima posebno mesto v zgodovini in srcu gibanja. Prihod prvih fokularinov zdravnikov leta 1966 pomeni začetek enkratnega odnosa med Kjaro Lubih in ljudstvom Bangva. Od tedaj so rezultati pred očmi vseh. Med temi so kolegi Our Lady Seat of Wisdom in bolnišnica Mary Health of Africa. V 2016 se je začela družbeno-politična kriza v angleško govorečem delu Kameruna. Fontem leži prav v eni od teh dežel. Od tedaj zaskrbljeno spremljamo dogajanje, saj so na trenutke močni spopadi med redno vojsko in angleško govorečimi separatisti. V teh deželah je vse zastalo. Odkar so se začeli neredi, so mnogi pobegnili od doma in se zatekli v center Mariupoli. Center Mariupoli je za nas prostor srečevanja, kjer potekajo vse aktivnosti. V nedeljah nas je občasno skoraj 200-300. Ko imamo velika srečanja, tudi 500. V bolnišnico prihajajo žene za cepljenje svojih otrok. Nosečnice prihajajo v center Mariupoli, ker je blizu bolnišnice. Od tam gredo rojevat svoje otroke. Pouk v koledžu je prekinjen, toda bolnišnica zahvaljujoč prizadevanjem, in povejmo po resnici, pogumu nekaterih medicinskih sester in pomožnega osebja je še odprta in poskuša pomagati vsem, ki pridejo na vrata. V bolnišnici ni več zdravnikov, toda nekaj medicinskih sester, ki so ostale, opravlja izjemno delo. Ni bilo težav, nobenega problema, zaradi katerega bi lahko rekli, ta oseba je umrla, ker ni bilo zdravnika. Vidite, da je to res Božje delo, vse govori o čudežu. Charles in Aracelis z osebnim žrtvovanjem in veliko ljubeznijo spremljata skupnost gibanja v Fontemu. Charles je poročen in ima 6 otrok. Družina se je preselila bolj na sever, v Bamendo, bolj varno mesto, kjer lahko otroci nadaljujejo šolanje. Kot družina so se odločili, da on ostane v Fontemu in pomaga ljudem, ki niso mogli zapustiti doline. Res je čudno slišati, da je Fontem zaprt. Kjara je prišla v Fontem leta 2000 in je sklenila zavezo medsebojne ljubezni z ljudstvom Bangva in z vsemi. In zdaj, kako naj si predstavljamo kaj takega? Fontem je zaprt? To je nemogoče. Kjarino življenje je v naši krvi. Če bi kdo hotel, da je Fontem popolnoma zaprt, bi moral odzeti kri vsakom izmed nas. Menim, da je to nemogoče, ker živimo življenje medsebojne ljubezni. Življenje gre naprej. Aracelis daruje čas in ljubezen mnogim, s katerimi se srečuje. Za njenim nalezljivim veseljem ni mogoče takoj razumeti, da je tudi ona, kot Charles, doživela stvari, zaradi katerih je bilo njeno življenje v nevarnosti. Vprašali smo jo, odkot ji moč, da gre naprej. Moč dobim v Bogu.
v Bogu. Svoje življenje sem dala za ljudi. Vrnili smo se v prve čase ideala in to nas zelo opogumlja, kaže nam, da smo res na pravi poti. Če gledamo na to, kaj se je zgodilo Chiari med drugo svetovno vojno in na to, kar se dogaja zdaj, recimo, da naša vojna ni nič v primerjavi s tem, kar je Chiara uspela objeti in nihče izmed njih ni umrl. Svoje življenje zato polagamo v Božje roke in zaupamo Bogu vsem. Dovolj je nekaj trenutkov s Charlesom in Aracelis, da bi razumeli, da je že misel, da je Fontem zaprt, daleč od resnice. Njuna gotovost, da bo nastopil mir, se ne ustavlja v Fontemu in ne v Kamerunu. Prvo, kar privre iz globine mojega srca, je to, da bi morali vsi živeti zavezo medsebojne ljubezni, ki nam jo je dala mama Chiara. To je za vse. Trdno sem prepričan, če bi vsi mi živeli to zavezo, bi bili vsi problemi sveta rešeni. Ne bo čudež, zgodilo se bo. Zato bi vsem rekel, naj povsod živijo to zavezo medsebojne ljubezni. Svet se bo spremenil in mi bomo nadaljevali. To je moja želja, da bi vsi lahko živeli zavezo medsebojne ljubezni.